Zdravo, jaz sem Neža, gledate Infodrom, novice dneva pa so. 15-letna Kiki zeleni otok obišče 2-krat na leto. 9-letna Kwanzane Velez nominirana za glavno žensko vlogo. Otroški poročevalec Vid izziva paraolimpijsko prvakinjo Matejo Pinter. Zelena deteljica, Dublin in Nile iz One Direction. To so 3 stvari, na katere najverjetneje pomislite, ko vam rečem Irska. Z Irsko pa smo povezani še drugače. V prvi polovici letošnjega leta namreč predseduje Evropski uniji. To pomeni, da lahko v ospredje postavi vprašanja, ki se ji zdijo najpomembnejša. Infodrom pa v ospredje postavlja vaša vprašanja. In ker ste nam sporočili, da vas zanima, kako pri nas živijo vaši vrstniki, ki prihajajo iz drugih držav, je danes z nami Kiki. Diegwich, my name is Kira and I was born in Slovenia, but I also have roots in Ireland. Kjarina mama se je rodila na Irskem, kjer sta se s Kjarinim očetom tudi spoznala in se preselila v Slovenijo. Tako ima Kiki, kot jo kličejo domači, na Smaragdnem otoku veliko sorodnikov in prijateljev. Reče se ji Smaragdni otok oziroma zeleni otok zaradi tega, ker je res tam resnično toliko zelenja, vse je zeleno. Pravi, da so ljudje na Irskem bolj odprti in družabni kot v Sloveniji. Bolj ustreza tudi vreme, saj poleti ni tako vroče, kot je pri nas. Oboji pa imamo zelo radi šport. Šole so pa precej različne, že tako na videz, da imajo oni uniforme, a ne, mi jih nimamo. Tam tudi imajo še vedno ločene šole, ne, da imajo samo punce, pa šola za samo punce, pa samo za fante. Poglejmo še nekaj značilnosti Irske. Glavno mesto Irske je Dublin, kjer živi skoraj tretjina vseh prebivalcev. Teh je 2-krat več kot Slovencev. Irska je velika za 3 Slovenije in pol. No, tole so pa tradicionalni irski plesi, ki so po moje dosti znani tudi po celem svetu. Najbolj znana je skupina Riverdance. Z mamo ste me poskušali plesa naučiti, vendar bi še potrebovala kakšen dan ali 2, zato smo se raje posvetile kulinariki. Irci so veliki jedci, a tradicionalno v kruh namesto kvasa dajo sodo bikarbono in jogurt. Na Irskem jaz najraje jem bolj nezdravo prehrano, bom kar po pravici povedala, tako da, ko grem tam se kar kakšno kilco ali pa 2 zredim. Moja babi izredno dobro kuha, tako da pri njej najraje jem njeno domačo marmelado. Pravi, da Irsko zelo rada obišče in celo razmišlja, da bi se po srednji šoli tja odpravila na univerzo. Več o Irski lahko preberete v naši spletni rubriki Infotrip, mi pa nadaljujemo na slovenskih sodiščih. Na Kranjskem sodišču potekajo postopki proti 18 osebam, ki so jih lani maja policisti prijeli v obsežni akciji in jim zasegli večjo količino mamil in orožja. Na ljubljanskem sodišču pa bi morala na vprašanje, ali sta kriva ali ne, danes odgovoriti domnevna roparja banke SKB, vendar se na sodišču nista pojavila. Zato bo sledila običajna glavna obravnava. Kakšen pa sploh je postopek od suma kaznivega dejanja do obsodbe, pojasnjujemo na primeru Infodromovega Črta. Podrobno, pod lupo. Policist sumi, da Črt preprodaja mamila, zato ga vklene in pridrži. Zakon pravi, da je Črt lahko v priporu največ 48 ur. V tem času ga mora zaslišati preiskovalni sodnik. Sodnik odloči, ali ga bo po 48 urah spustil ali mu podaljšal pripor. Ali je kriv ali ni, bodo pokazali šele dokazi, kot so na primer skriti telefonski klici, prstni odtis na kraju dejanja, pričevanje očividca, ki je videl, da Črt preprodaja droge, ali fotografija kaznivega dejanja. Te dokaze zbirajo policisti in tožilstvo. Ko zberejo dovolj dokazov, tožilec pripravi obtožnico. To je dokument, ki vsebuje vse dokaze zoper Črta. Zdaj je čas za sojenje. Na začetku sojenja bo sodnik Črta vprašal, ali je kriv ali nedolžen. Če bo Črt krivdo priznal, mu bo sodišče takoj prisodilo kazen. Če pa bo Črt trdil, da ni kriv, se bo začela glavna obravnava. Takrat bo sodnik zaslišal vse priče in pregledal dokaze. Na koncu pa bo sodnik odločil, ali je Črt kriv ali nedolžen. Če ga bo sodnik spoznal za krivega, mu bo določil tudi kazen. Črt bo zaradi preprodaje mamil za zapahi sedel od 5 do 15 let. Torej, sodni postopek se prične s pridržanjem, nadaljuje z zbiranjem dokazov in se na koncu zaključi s sojenjem in razsodbo. Več o kazenskem postopku na naši spletni strani, mi pa nadaljujemo s kratkimi novicami.
Znani so nominiranci za filmsko nagrado Oscar in letos je med njimi prvič tudi 9-letnica. Američanka Quenzane Velez, ki je igrala v filmu Zveri južne divjine, je tako postala najmlajša nominiranka za Oscarja v kategoriji za najboljšo žensko glavno vlogo. Med razglasitvijo je mlada igralka že spala, vendar jo je mama, ko je na televiziji videla, da je hčerka nominirana, prebudila. I was just watching it. Boom, there goes talking about Ben, talking about the movie, talking about me, and I was just sitting there just watching. Then I fell back asleep as soon as they stopped. Ob obali Kanade v Hudsonovem zalivu je letu past ujel 11 ubijavskih kitov oziroma ork, ki so zato lahko dihale le skozi luknjo v ledu. Orke so namreč sesalci in dihajo s pljuči, zato so se, da bi preživele pri luknji v ledu, izmenjevale in dihovale zrak. Domačini so hitro pripravili reševalno akcijo, je kitom že predtem pomagala narava. Veter je odnesel led, tako da so se orke preprosto premaknile na prosto. Od novic k otroškemu poročevalcu. Vid se je v namiznem tenisu pomeril s paraolimpijsko prvakinjo Matejo Pintar in poglejmo, kako mu je šlo. Živijo, jaz sem Vid in že zelo dolgo si želim spoznati Matejo Pintar, našo uspešno paraolimpijsko prvakinjo v namiznem tenisu. In ker danes tukaj trenira, najboljše, da je kar spoznamo. Že kar pri 19 letih si postala olimpijska prvakinja. Kakšni so bili takrat občutki? Joj, to je tudi zame zdaj že res zelo dolg časa nazaj, ampak vsekakor zelo prijetni spomini. Tudi takrat na to medaljo nikakor nisem računala, je pa pričakovala, tako da je bilo šok, presenečenje, navdušenje, euforija. Koliko na dan treniraš? Pred večjimi tekmami, kakršne so bile pač recimo paraolimpijske igre letos v Londonu, treniram tako po 5-6 ur na dan. Kaj te poleg športa v življenju še veseli? Zelo me zanima mešanje koktejlov, ampak to je samo za kakšno proslavljanje, recimo rojstnih dnevov. Kaj pa bi sporočila infodromovcem? Najdite si nekaj, v čemer uživate, če bo to šport še toliko boljše, pa seveda čim več energije vložiti v to, kar delate. Hvala. No, Matejo na namiznem tenisu nisem mogel pomagati, sem pa spoznal, da v življenju ni ovir, če si nekaj res močno želimo. Adijo! Vremenoslovci nam za jutri napovedujejo še nekaj sonca, ki ga bodo občasno prekrili oblaki. Ti nam bodo v nedeljo prinesli sneg, še več pa ga bodo natrosili v ponedeljek. Torej, pred nami je čas rokavic in kepanja. Jutri zjutraj bodo temperature od -7 do -1, na Primorskem bo tudi vetrovno, čez dan pa se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija. Uživajte zunaj ali v družbi naše spletne strani, mi pa se ponovno vidimo in gledamo v ponedeljek, ko bo z vami Tina. Do takrat pa se imejte fino in radi. Čau!